Dobro večer vsem skupaj, hvala, da ste ostali še na tem delu pogovora. Danes zjutraj je bilo v novicah je bila tudi eno sporočilo, da je bilo v Zagrebu ena stavka delavcev Uberja in da med govorniki, ki so komentirali to stavko, je bila tudi predstavnica sindikata delavcev na digitalnih platformah. Zdaj na Hrvaškem imamo Uber, imamo sindikat delavcev na digitalnih platformah, imamo stavko teh delavcev. V Sloveniji še nismo čist tam, med razloge nam bojo pa pomagali razumeti sogovorniki in sogovornice, tako da v tem prvem krogu vas prosim, da se na hitro samo predstavite, kdo ste in koga boste tukaj predstavljali. Pogovor bom pa vodil jaz, Lenart Kučič. Tako da lahko kar začne. Okay, hvala. Jaz sem Teja Jarc, predsednica sindikata Mladi Plus. To je sindikat dijakov, študentov, mladih brezposelnih in mladih prekarnih delavk in delavcev, torej v bistvu tudi tistih, ki delajo v platformni ekonomiji. Tako da teoretično smo mi sindikat, ki lahko združujemo tudi take delavke in delavce. Dobro večer, Maja Breznik, raziskovalka z Mirovnega inštituta. Po tem filmu se sprašujem, če je potrebno še kaj povedati, ampak bomo vseeno poskusili. Profesionalno se v Sloveniji z platformnim delom ne moramo ukvarjati, ker za to ni sredstev. Pred nekaj leti pa sem dobila vabilo z Eurofounda, da pripravljajo raziskavo o evropskem platformnem delu in da za Slovenijo mislijo sicer, da platformno delo ne obstaja, ampak vseeno sem rekla, lahko poskusim in se malo bolj poglobim kot sicer za takšne vrste dela. In na koncu je v študiji izpadla Slovenija kot največja progresivna sila, ker je več primerov bilo objavljenih iz Slovenije. Dobro večer, jaz sem Dejan Efim, sem predsednik sindikata taksistov. Bi se pridružil mnenju, težko je še kaj povedati dodatno po filmu. Mi smo načeloma sindikat taksistov, ki so že v štartu prekarci, že od nekdaj. Oni imajo tudi največ izkušenj, mislim, da v Sloveniji s tako obliko dela. Jaz mislim, da, ko smo se tako nakratko dopisovali pa tole, da vsem tem pogovora nam ne bo zmanjkalo, oziroma da na koncu bomo videli celo to, da bomo mogli štopati pa počasi zaključiti, ker je tega res toliko. Zdaj, ker pomislimo na platformno ekonomijo v Sloveniji, verjetno je prva asociacija sploh zdaj v času korone so dostavljavci hrane, zaradi tega, ker so najbolj vidni povsod, kar naenkrat jih je postalo veliko. Tudi ljudje so se zelo navadili na to, da se hrana kar naenkrat sploh v večjih krajih naroča. Ampak pred temi dostavljavci hrane je bil zelo aktualen Airbnb, ki je prav tako digitalna platforma, samo majčkeno drugače deluje in tam recimo smo tudi že raziskovali, da je tudi v Sloveniji kar precej negativnih vplivov te platforme, ampak če začnemo od začetka, zato, ker je teh digitalnih platform več, kaj ali pa katere so recimo digitalne platforme v Sloveniji, kaj od tega, kar smo videli v filmu, lahko že opazimo tudi pri nas? Ja, mi na sindikatu Mladi Plus smo ravno v preteklem letu prav tako poskušali narediti neko raziskavo na tem področju in najprej smo pregledali, kje vse se sploh pojavlja to platformno delo ali ekonomija na zahtevo ali sodelovalna ekonomija, kot smo slišali, obstaja več izrazov, mi temu pravimo kar platformno delo. In smo ugotovili, da se v bistvu razrašča na zelo velik panog, vedno bolje prisotna v vseh različnih sektorjih. Torej, od raznašalcev, hrane, do seveda taksi voznikov. Moramo pa se zavedati, da tudi recimo najemanje čistilk, preko spletnih platform, potem tudi morda neka dela, ki so bila prej bolj v domeni javnih storitev, se zdaj nekako oglašujejo preko platform, torej recimo skrbstveno delo, dejansko skrb za nekoga, ki je morda starejši ali potrebuje kakršnokoli pomoč, to se lahko naroča. Potem pa seveda vso to neko internetno delo, kar so pa tudi v filmu zelo dobro nekako pozvali, da ne pozabimo na te ljudi, ki jih sploh ne vidimo. To so lahko razni prevajalci, to so lahko ljudje, ki dobijo neke male naloge, to so lahko
tudi programeri konec koncev, tako da ja, ogromno različnih poklicov, po mojem jih niti ne zna nihče zelo dobro na vseh segmentih identificirati, je pa res, da se razraščajo na vse tiste poklice, ki smo včasih mislili, da niti ne bojo, pa očitno bodo pač ja, poklici prihodnosti preko nekih platform, ki nas bodo tja pošiljali. Ja, v filmu so govorili ves čas o tehnoloških podjetjih, pa bi mogoče bilo zanimivo pogledati to, zakaj govorijo o tehnoloških podjetjih. V 90-ih letih so bile agencije za začasno zaposlovanje, ki so zahtevale, da postanejo posebna panoga in so dosegle, da so postale panoga 78.200, kar pomeni, s čimer je nastala smešna situacija, da vse dejavnosti proizvajajo neka koristna blaga. Potem smo pa dobili še to 78.200, ki proizvaja delovno silo. Vemo, kako se delovna sila proizvaja, ne prek agencij za začasno zaposlovanje. Podobno je v tem času s platformnimi podjetji. Zahtevajo, da so posebna panoga, nobena od tistih, ki proizvajajo koristna blaga ali storitve. Slovenske platforme so registrirane 63, 62. Urejanje, računalniško programiranje ali urejanje spletnih strani. In kaj to pomeni s to posebno panogo tehnoloških podjetij, da za njih ne veljajo delovnopravni predpisi, ne veljajo obveznosti plačevanja socialnih prispevkov, dajatev in vsega drugih težav, ki se v angleščini dobro imenuje labor trouble, težave z delavci. Glede na to, in če jim bodo zakonodajalci dovolili, da postanejo ta posebna panoga, za katero ne bojo te delovnopravne obveznosti veljale, bodo zagotovo, kot je predhodnica govorila pred mano, vsi bodo hoteli postati ta panoga. Ja, bi se kar navezal na kolegico, vse to, kar je rekla, je res. Vsa ta podjetja se definirajo kot tehnološka podjetja, predvsem z tega razloga, tako kot je rekla kolegica, da se losajo tukaj vse odgovornosti, kakršnekoli delovnopravne, tudi odškodninske, regulacijo preskočijo, pač vse, kar se tiče zakonodaje, ker nekako bi, jaz mislim, mogla regulirati precej dobro te stvari, kot prvič gre za praktično javne službe, vsaj v primeru taksi gre tudi za javen promet in tukaj brez regulacije, jaz ne vidim, kako bi to efektivno funkcioniralo, kako bo to pač sploh znosno v smislu ekologije ali pa energetske porabe v prihodnosti, če bo se uporabljal, pač mislim, če se bo izkoriščal zakon do teh mer, da pač ta podjetja ne rabi upoštevati ničesar praktično, kar ga morajo recimo tradicionalna podjetja, ki so bila načeloma nekako enako prej organizirana kot oni, se pravi recimo ena taksi firma v Evropi ali pa kjerkoli, enako ima pogodbene delavce v glavnem in to izhaja že od nekdaj, ker je pač tukaj velika fluktuacija dela, se pravi imate jutranje špice, popoldanske špice, vikend špice, imate sezonsko ful različno, recimo v Ljubljani, ko pridejo študenti oktobra, se posel, ne vem, mogoče za 2-krat poveča potreba po taksiju, recimo, in klasična zakonodaja nekako zaspala in pač je praktično bilo že težko sklepati taka delovna razmerja, ki bi bila poštena za oba in ki bi bila nekako, ker pač ti ne more zaposliti človeka na 8 ur, lahko ga, če pač če bi to bilo regulirano tako, ampak glede na to, da je precej odprt trg, če ga ti zaposliš za 8 ur, ga boš imel recimo efektivnega samo 3 ure. Tako da nekako tisto podjetje, ki se je spomnilo pogodbeno, se pravi prekarno, da zaposluje svoje ljudi, je zmeraj imelo konkurenčno prednost in nekako se je cel taksi že razvil že prej v platformno delo. Zdaj se pač sam ta ime praktično izkorišča za tehnologijo, ki je od zadaj, ampak načeloma je to že zelo, zelo dolgo poznana taka oblika dela.
No, to sem hotel vprašati, ker se mi zdi, taksiji so dejansko že organizirani na zelo podoben način kot platformno delo. Pač imaš distribucijske cene. Taksiji so že od nekdaj tako organizirani in kar je bila razlika med prej pa med zdaj, zato se tudi predvsej zakonodaje hoče spremenjati v posameznih državah, pri nas so jo zdaj spremenili. Razlika je predvsem v tem, da prej smo imeli regulacijo, ki je poskrbela za te ljudi. Se pravi, v smislu osebnega dohodka imamo recimo pri navadni pogodbi za zaposlitvi, imamo pač minimalno plačo, ki je po zakonu določena. Tukaj smo imeli rešitev s tarifom, pač to ni bil slab sistem, mogoče se beseda zdaj sliši outdated, ampak sistem za prekarnega delavca s tarifom je precej dober. Se pravi, ti imaš definirano odvisno od dela, se pravi, če je to na urno postavko, imaš urno postavko, če imaš na job, je na job, če imaš na kilometru, pri primeru taksija, na uro, na karkoli. Če imaš ti te tarife in če jih recimo ali mestna zakonodaja ali pa še boš državno ureja, se pravi, da ne grejo pod minimum, da ne grejo čez minimum, sta zaščitena tako potrošnik kot izvajalci. In kar se tukaj naredi, recimo kar se je zdaj pri našem zakonu naredilo, je to, da se je pač to počrtalo ven, se pravi, tarife ne obstajajo več, še malo se zmanjšale licence, se pravi, ker tukaj smo videli, da pač ta posel upravljajo ljudje predvsej na družbenem dnu, se pravi, in pač s tem nekako oni dobijo pol svoje ljudi in pač ti ljudi nimajo, kot smo videli, nobene zaščite pol na koncu dneva. A to opažamo tudi že pri nas, ker recimo, ko sem se pogovarjal takrat, ko si to začel, predvsem razvoz hrane, recimo, sem se večkrat pogovarjal s tistimi, ki so to počeli in od začetka je bil to kar dober del, mislim, dober zaslužek dejansko in tudi takrat, in tudi vemo recimo, da Uber je bilo podobno, vse te platforme pridejo na trg, dejansko hočejo privabiti obstoječe voznike, obstoječe dostavljavce, ki jih ponovadi prevzamejo od, recimo, prejšnjih delodajalcev. Oni delajo en zelo pocen trik, oni temu pravijo grow hack. Grow hack pomeni, da ti v bistvu plačaš svojemu potencialnemu novemu uporabniku prvo, pač Uber vem, da je izračunal, da mora se 2,9-krat peljati z njimi, da ostane. Se pravi, prve 3 vožnje ti dobi subvencijo, na eni strani kot uporabnik, voznik na drugi strani dobi pa bonus, se pravi, in sta načeloma oba srečna. Načeloma gre ta plan tako, pač jaz sem tudi delal za eno od teh platform v managementu, načeloma gre plan na 1 leto, se pravi na polovico leta. To so ogromne investicije, pač ne predstavljajo, noben lokalni ponudnik ne more niti približno mečati tega z tacega dumpinga. In nekako traja do pol leta, pridejo, oni temu pravijo break even, po pol leta planirajo že vzemati pač provizijo, pač kolikor lahko. Velikokrat se jim ta plan zdaj pokvari zaradi konkurence, pač ko pride pa še v lift, pa pride še bolj, pa pol vsi to počnejo in zato imajo tudi tako velike izgube na koncu. In nekako ne vejo, dobiček v teh podjetjih se imenuje Holy Grail, pravijo mu. Ker noben ne ve, kako bi prišli do njega, ker so pač tako daleč sceno zdaj stran. No, zdaj se dogaja taka zanimiva bitka prav za ta trg dostave hrane, zaradi tega, ker tu recimo verjetno ste ugotovili, da zelo praktično kadarkoli odprete ali YouTube ali kakšnokoli platformo vas sigurno napade ali Volt ali to, da je zdaj e-hrana Glovo, skratka so investitorji, ki prihajajo v Slovenijo, kupujejo to. Tukaj verjetno gre za podoben model in za enkrat se verjetno še vlaga, subvencionira, potrošniki smo zadovoljni, vozniki dobijo razmeroma dobro plačano. Kakšna je prihodnost tega? Ja, absolutno. Gre za popolnoma enak model. Torej, pri nas je bila na začetku ta e-hrana, ki je bilo dejansko slovensko podjetje in pa Volt, ki je finska, v bistvu franšiza. In lahko vidimo, da tudi v bistvu e-hrana je bila ravno kar kupljena strani Glovota, španske, torej multinacionalne korporacije, kot so vsi te. In v bistvu, ja, vsi imajo zelo podoben poslovni model, to je, da na začetku ponujajo te bombončke. Pogoji tudi za delavce so veliko boljši, potem pa se v bistvu vedno poslabšujejo. In mi na Sindikatu Mladi Plus smo v letošnjem letu izvedli konkretne intervjuje z dostavljalci hrane, prav njih specifično smo si vzeli za ta študijski primer in seveda dostavljalkami hrane in torej nekako preučevali njihovo zadovoljstvo z delom, pod kakšnim pogoji delajo,
če imajo torej dostop do delavskih socialnih pravic, pa tudi v bistvu njihov odnos do dela, koliko so s tem zadovoljni. In trenutno lahko vidimo v Sloveniji, da večina dostavljalk in dostavljalcev je zadovoljna s tovrstnim delom. Zaslužek je dober, všeč jim je, da so lahko odzunji. Korona jih je seveda potisnila v to, da niso najdali nobene druge priložnosti za delo in so nekako to sprejeli. Ampak mi pa tudi sodelujemo recimo s sindikati iz drugih držav in te so nas opozorili, da je bilo tudi pri njih popolnoma tako pred parimi leti. K nam so vse te v bistvu korporacije prišle seveda malo z zamikom, kakor je za Slovenijo pogosto, in so rekli, ja, tudi pri nas je bilo na začetku tako, pogoji so bili dobri, potem pa se vse to spremeni. Oni v tistem času angažirajo zelo veliko dostavljalk in dostavljalcev, torej v bistvu se ta trg nekako prenasiči, potem jih je vedno več in na koncu bodo te dostavljalke in dostavljalci imeli manj priložnosti za delo, s tem bodo imeli torej manj v bistvu dnevnega zaslužka, spreminjajo se seveda te tarife in se bodo tudi pač pogoji poslabšali. No. To je nekako trend, ki je bil prisoten v vseh teh državah in jaz pač upam, no, da takrat, ko bodo te dostavljalke in dostavljalci malo manj zadovoljni ali pa bodo enostavno spoznali, da tudi oni lahko imajo delavske in socialne pravice, da se bodo združili in torej, kakor smo tudi videli tukaj, postavili v bran svojim pravicam, ker veliko od njih bi jih po pravic povedan že mogli imeti. Kar smo tudi mi preučevali je, če obstajajo elementi delovnega razmerja, mora biti sklenjena pogodba o zaposlitvi. Se delodajalec oziroma ta platforma ne sme nekako odreči te odgovornosti, ki jo ima do svojih delavcev. In kakor je bilo tudi na koncu predstavljeno, v ogromno državah so delavke in delavci že šli v tožbe, v večini držav so dobili tožbe, ravno zato, ker gre za pretvezo, da gre za neko novo obliko dela, da gre za tehnološka podjetja. Ko potegnemo črto, vidimo, da gre za zelo navaden odnos med odvisnim delavcem ali delavko in torej delodajalcem, ki kontrolira, nalaga delo in ima torej nadrejen odnos do te osebe. In v tem primeru bi največkrat mogla biti torej pogodba o zaposlitvi. Večina teh platform se je začela kot dobra ideja ali pa celo kot, mislim, da je bilo tukaj uporabljen izraz delitvena ekonomija ali pa ekonomija delitve. Recimo to, kako se je začel Airbnb na nek način, to je super ideja, da recimo jaz nekje odpotujem iz Ljubljane za 2 tedna, čas je moje stanovanje prazno, dobim eno, ne vem, iz Francije, ki hoče pa v Ljubljani preživeti 2 tedna, se zmeniva, da zalije rože, nahrani mačke. In to se načeloma sliši kot taka fina ideja, na podoben način tudi Uber, Lyft in podobni so začeli tako, ker češčam jaz nekaj dodatnega cajta, lahko še zraven pelem in vse. Takrat je to bila delitvena ekonomija od začetka primrščem. Kdaj se pa to izrodi? To je verjetno za mene vprašanje. Ja. Mislim, da je čisto vseeno, ali so delavci zadovoljni, ali se je izrodilo. Dejstvo je, da ta podjetja niso posredniki, niso spletne platforme, ampak so delodajalci in so dolžni zagotavljati pravice. In je bilo to, kar počnejo, je nezakonito in bi se morali zakonodajalci, sindikati, nadzorniki in ne vem kdo še nehati pretvarjati, da je tukaj vse v redu. Pred našimi očmi šiba s kolesom desetine kolesarjev in v tem letu in ta praksa je nezakonita, večinoma so zaposleni študentje ali samozaposleni ali fizične osebe in to zadeva je nezakonito in je nedopustno, da že 1 leto to traja in nihče nič ne ukrepa. Ali je zdaj se sliši lepo, ali je to delitvena ekonomija? Mislim, ta film je vse povedal, kakšna ekonomija je to. To je pekel. Mogoče Uber, v bistvu to je ena od njihovih največjih laži. Oni nikoli niso bili delitvena ekonomija. Mogoče prva ideja, ampak verjetno prvi pravnik, do katerega so prišli, jim je zelo dobro povedal, da v Ameriki takrat, ko so pač to štartali, da obstaja licence za taksi, da so izjemno drage, da moraš biti tu, da mislim, da imajo ta posel čez stara družinska že podjetja verjetno, da so te licence pač zelo vredne in te licence tudi so določile vse od izobraženosti voznika do pač en kup stvari je bilo tudi glede vozila in glede vsega. Kar so potem oni naredili, so se skrili za to, ko ste prej rekel, pač za
za digitalno, pač za software firmo. Spravo, mi smo software firma, mi dajemo vam sam software na uporabo in zato vam zaračunamo provizijo. In potlej so predvsej malo po začetku že prvi 4 avti, ki so bili od zunaj Ubrovi, so bili kupljeni strani Ubra. Se pravi, nikoli ni šlo v bistvu za delitveno ekonomijo, ker boš ti nekoga pelal, ne vem. Iz ljubeznivosti. Ja, imamo mi te portale, ampak... Razen vas, ne? Ne, že njihov sistem je tako narejen, da ti tega ne omogoča. Pač ti, kot smo slišali, ti moraš vzemati vožnje. Ne, da boš se ti spomnil enkrat na ten, zdaj bom pa S2 naredil. Ja, ampak ti bo rating padel in boš slejko prej boš izključen, plus boš dobil zelo slabe vožnje. Oziroma, kako je lepo rečen, boš deaktiviran, ne boš puščan. Mogoče pač res ta delitvena ekonomija, ponovno tukaj gre samo za to manipulacijo, da se te platforme rešijo odgovornosti, ki bi jih imele kot delodajalci. Zato oni želijo v bistvu te svoje delavce predstavljati kot partnerje, kot samostojne podjetnike, kot tiste svobodne freelancerje, ki se res o čemerkoli sami odločajo. V resnici pa smo videli, to v praksi res ne zdrži. Tukaj se popolnoma nič ne deli, še najmanj se deli dobiček teh ogromnih platform, ki seveda služijo bajne vsote. Tako da mogoče res vprašanje, kdaj se je to izrodilo. Seveda če smo prej poznali couchsurfing za deljenje stanovanj, se je to izrodilo, ko je na podlagi ideje couchsurfinga ponovno začelo služiti neko multinacionalno podjetje, torej Airbnb. Ko torej to ne gre več za nek dogovor med eno osebo in drugo, ampak se vmes pojavi torej izmenjava z denarjem in tretja oseba, ki nekako nadzoruje ali pa facilitira to izmenjavo, potem seveda to ne gre več za nek prijateljski dogovor, ampak pač za zlorabo morda res nedolžne ideje, ki je prerasla v biznis za nekatere, najmanjkrat pa za tiste delavke in delavce. Še eno stvar bi jaz mogoče dodal. Tle tudi, da se pojavlja ta podjetje, je ful vplivala tehnologija. Ker pri Uberu dodana vrednost v startu oziroma še zmeraj ni ta uporabniška aplikacija, ki jo imate vi, pač ker vi ste lahko že prej naročili to isto storitev s telefonom mobilnim, pač ste poklicali, kar zdaj uvaja Uber, ker lahko ti poveš svoj naslov, kar je za moje pojme isto, kot če da pokličeš. Takrat, ko se je Uber pojavil, ali pa recimo, ko naše podjetje začelo delati iste podobne rešitve, takrat se je pojavil GPS, oziroma GPS kot prvo, kot drugič, GSM omrežje so, sprav mobilni internet je takrat se pojavil in takrat so ta podjetja, recimo v Nemčiji so podobne tehnološke rešitve veliko prej že bile, mogoče 10-20 let prej, s tem, da so bili drugačni terminali, s tem, da vsak voznik je bila ta oprema tudi draga, je bil pač oprema za avto, recimo 5000 €, pač da si ti lahko digitalno prijemal v vožnji. Potem so se pa pojavili telefoni in stvar je šla pač zelo lažje dispečirati vožnje, se pravi, ker prej se je delalo čez radio postajo, ker smo en kup tehnoloških problemov, pa kar naenkrat ti lahko, predvsem si imel določeno omejitev, koliko voznikov si lahko ti imel v sistemu. Čim so se pojavile čim se je pojavil internet, ki smo mu lahko v avtu, je bil tega konc, se pravi, te možnosti zdaj vidimo, kušni so te Ubri in podobni. Pač tukaj je bila fejst veliko odigrala ta, ne njihova tehnologija, ampak ta tehnologija, ki se je takrat pojavila. Ampak kakšna je bila, mislim, ker ena od reči, dobro, se tukaj pri tehnoloških platformah povsod vemo, da gre za isti vzorec, na kakšen način ponuditi večje udobje potrošniku. Eden od razlogov, zakaj so bile saj na določenih področjih te storitve tako uspešne, je tudi to, ker so, recimo, kako bi rekli, zagovorniki, povečali ponudbo in tudi naslovili določene probleme, ki so veljale na trgu. Recimo Airbnb od začetka je dejansko omogočil ljudem, da pod boljšimi pogoji oddajajo kratkoročno stanovanje, to je bilo zlasti zanimivo tam, kjer je bil najemniški trg izrazito nerazvit. Recimo tudi v Sloveniji je zaradi tega Airbnb toliko popularen, ker je zelo neprijazno oddajati stanovanje legalno na kratek rok. Recimo taksisti so bili dolg časa tudi kritika tega, da so bile razmeroma slabe storitve. Recimo vsak od nas je verjetno kdaj tudi doživel to, da je kakšen taksist malo po mestu vozil veliko dalj cajta, kot je bilo treba.
In vsaj mlajši, recimo moja generacija, ki je nekje začela to tehnologijo uporabljati, smo vsaj v tujini radi uporabljali Uber enostavno zato, ker si ti takoj vedel, pač dal si GPS, vedel si, koliko bo vožnja, vedel si, koliko bo plačal in si vedel, da te ne bo nekdo nategnil. Spet, kje se začne, ali pa kje lovimo to mejo med tem, da je to dejansko ena izboljšava uporabniške izkušnje in kje se pol zadeva izrodi, da pa dejansko zadeva rata večje izkoriščanje in na koncu slabša storitev. Ampak to ni nič specifično verjetno za platforme, to je specifično za kapitalizem nasploh ves čas, da ustvarja potrebe po dobrinah in storitvah, ki jih ne potrebujemo, ampak zaženajo to strast in nov ciklus kroženja kapitala. Tudi ne vidim nobene nove pridobitve, da imamo v Ljubljani tisoče turistov, da je mesto prenatrpano, da ni najemniških stanovanj za študente, za družine, da je med korono bilo mesto praktično prazno, ker ni bilo turistov, da se svinja zrak z letalskim prometom in da ljudje v teh turističnih doživetij pravzaprav nimajo nič, nobenih spominov, ker hodijo prazni kot duhovi skozi ta mesta. Ja, jaz bi se kar strinjala. Mogoče je lahko misel, da je to neka super priročna, praktična stvar, ki nam olajša vsakodnevno življenje, ampak dajmo se res vprašati, če nam ga res, če v bistvu ne drvimo zaradi tega v ravno ta nenehni vtis, kaj vse moramo, zakaj si moramo naročati hrano domov. Mogoče zato, ker pridemo iz službe preveč zmatrani ob 8 zvečer. Mogoče zato, ker že itak tako preveč delamo, ker nas v bistvu ta sistem nekako sili v to, da smo sami tisti, ki moramo non-stop delati, seveda v tem kapitalističnem svetu, da se iztrošimo, da potem nimamo niti časa in energije iti v trgovino in si sam skuhati večerjo. To je v bistvu vse nek tak začaran krog, kjer nekako, če pristanemo na to, ga mogoče res malo težje spreminjamo. Ampak mislim pa, da ni nujno, da pristanemo na to. Nekatere potrebe, ki so jih morda te platforme zadovoljile, so bile res pač odraz tempa življenja. Ampak ne glede na to, in če tudi je torej neka inovativnost in če tudi torej zadovolji to neko novo potrebo in ponudi neko kakovostno storitev, vseeno, super, s tem morda ni nič narobe, ampak imajo vsem te delodajalci določeno odgovornost. Naj obstajajo te stvari, ampak naj bodo regulirane. Naj se torej ve, kaj morajo te platforme zagotoviti tem, ki to delajo. Ker kot rečeno tudi v filmu, največji problem je, da se delamo, kot da za tem ne stojijo delavke in delavci. Kot da gre samo za neko storitev, ki se tam prikaže, torej topel obrok na našem kavču. Tako da jaz mislim, da se tukaj ne sme v bistvu spregledati tega ozadja. In pa prej spraševati, zakaj sploh je tempo življenja tak, kakršen je. Tudi lepo so povedali v filmu, kako pridemo do tega, da se nam zdi tudi tako fajn. Pač z subvencioniranjem seveda. Ti dejansko dobiš uslugo, ki je, če ti subvencioniraš tako izvajalca kot uporabnika, dobiš cenejšo uslugo z zelo bolj zadovoljnim in motiviranim pač izvajalcem. Če ti v to vključiš še rating sistem, kjer se on pač res boji, da bo karkoli naredil narobe, kot smo videli tukaj, je pač ta še 6-krat bolj efektiven, recimo temu, tudi izvaja storitev na veliko bolj prijazen način, ker tista tvoja enka za njega pomeni, ko smo videli, izguba službe. Kam to do konca pripelje, se lepo vidi v Južni Afriki, tam je pač Uber zelo velik je tudi naš evropski Bolt in tam je pač šla zadeva. Nikoli ne ste slišali od Uber ali pa od Bolta, da bojo govorili o tej državi. Tam imajo zelo velik biznis, mislim, da je okrog 200,000 Uberovih voznikov. S tem, da vse to bazira izključno na imigrantih, na fake licencah, tako kot so tukaj rekli, ker pač te ljudje nimajo niti papirjev. V moru je bil v Cape Townu, mislim, da je bil takrat, ko sem bil tam 8. mesto na svetu, spravo do junija je bilo 2000 ljudi umorjenih samo v Cape Townu. Od tega 49% je bilo taksi industrija. Uber pa Bolt sta največja taksi ponudnika, daleč tam. Pač vse ostale taksi firme so propadle in pač vsi te kriminalci so se navadili, da tam pač, ne vem, kdo pozna Južno Afriko, tam imaš predvsej tega revnega
pač dobesedno favela in so se navadili, da pač je zelo preprosto pokličeš na aplikacijo Uberova voznika, veš, da ima vsaj telefon, vsaj nekaj denarja od vožnje. In pač tam je prišlo to s tem algoritem, ga so hotel povedati, da je prišla cena tako nizko, da te ljudje, pač ker ti imaš v aplikaciji možnost kartice pa gotovine. In kartico pač plačujejo, kartico imaš ti nek ID od zadaj, se pravi, veš, da je uporabnik na koncu, je naročil tebe. Pri gotovini pa ne veš. Se pravi, in on, če dobi recimo 2 kartice, ker pride denar pač čez par dni, on pač nima za gorivo, tam se gorivo v Uberovi vozniki dotaknejo po 3 litre, 4 litre. In pač on je pol prisiljen iti po gotovino in gotovina je vse v ta favelah in pač vsakega drugega, od tam, ki sem jaz vsak dan ene par so jih sigurno ubili. Uber pol pošle eno sporočilo družini, da jim je žal. Vse, kar zaključi zadev. Njihov driver retention svetovno je 30%, kar pomeni, da 30% njihovih zaposlenih voznikov zdrži pri Uberu 1 leto. Recimo, ne vem, ljubljanske taksi firme imajo to po 95% ali pa še tam nekje. Ali pa povsod druge, ali pa v Nemčiji, če greš. Tako da to vse bazira, smo klavili, so bili sami verjetno migranti v teh državah, kjer so bili, vse bazira na ljudeh, ki ne morejo, so oni sami tukaj povedali, ne morejo dobiti druge službe in se pač s tem preživijo, da lahko jejo. V Afriki dobesedno, da lahko jejo. Če jih peleš na kosilo, ga bo prerezal na pol in ga bo, fast food, ga bo šparal za pol popoldne in podobno. Platforma ali pa nasplošno tehnološka podjetja so res izmojstrila to, da se pretvarjajo, da so v eni drugi panogi. Recimo, točno to, jaz lahko sedim v avtu, vozim stranke, prek ene aplikacije dobivam naročila, ampak če sem recimo zaposlen kot taksist, imam določene pravice, če sem zaposlen oziroma ne zaposlen, ampak če delam kot platformni delavec, nimam nobenih pravic, upravljam pa isto delo ali pa enako delo. Kako to z vidika zakonodajalcem platformam vedno znova uspe? Sploh zato, ker zdaj res imamo vsi možnost gledati. To bom lahko jaz dobro odgovorim. Veste, kako to zgleda? Pač oni, mislim, da nimam več NDA, oni naredijo, prej ti zastartaš eno državo, imaš budžet, tako, kar pač imaš, plan se dela za 1 leto in oni najamejo lokalno, mislim, imajo itak najete zelo velike pravniške firme. Te pravniške firme naredijo oceno tveganja države. Oni grejo so vse pogledati, kaj lahko dobijo za vse, kar kršijo, kaj dobijo kazen. In to zračunajo, na koncu dajo risk assessment, napišejo minimum risk, pač ker minimum risk mislijo finančni rizik, se pravi. Če edino, kjer se bojijo zakonodaje, dejansko oni zakonodaje kršijo praktično v vsaki državi. Bojijo se edino tistih držav, ki imajo kazni vezane na velikost podjetja. Prav, to so zelo veliko ocenjene podjetja in če imaš to narejeno v zakonodaji, tam ne bojo šli. Druge pa pač zračunajo, koliko jih to lahko pride in to je ponovadi proti smo budžetu, da je 5% v najslabšem primeru in je calculated risk in pač delajo tako, kot se njim zapaše. Če lahko jaz mogoče dodam k temu, od konca krize te finančne naprej se je relativno povečala prekarnost nasploh v odnosu do redne zaposlene. Ampak znotraj te skupine prekarnih se je pa najbolj povečalo nezakonite, neformalne oblike dela. To je navidezno zaposlitve, študentsko delo v daljšem obdobju in z več urami, recimo 2/3 dela, vsaj polčas do polnega delovnega časa med študenti. In to je tudi nezakonito delo. Pa zdaj zadnje čase tudi neprostovoljno delo s krajšim delovnim časom. Nimam se časa ukvarjati z vsemi temi razlagati, zakaj so. En vidik je v slovenski zakonodaji prepovedano sklepanje civilnih pogodb, če ostajajo elementi delovnega razmerja. Po drugi strani pa to delo podobno delo in napol delo na črno, zaradi tega, ker se sklepa, taka razmerja imajo neko pravno osnovo, vendar je napačno zato, da se stranki izogneta delu plačila prispevkov, dajatev in delovno-pravnega
varstva. In ravno ta tip zaposlitev nezakonitih se je izjemno povečal tam od 2014 in najbolj zanimivo je, da vsakeč, ko je rekel Državni zbor, zdaj pa tega dosti, zdaj bomo pa tukaj naredili mir, po tem ukrepu se je šla številka res gor. Skratka, so bili ukrepi ravno nasprotni od tega, kar je bilo deklarativno rečeno. In če se bodo platformna podjetja prepustila v tej interpretaciji, kot oni želijo, kot tehnološka podjetja, bo šlo to nezakonito delo drastično gor. Zdaj zajema 5%, potem pa bo šlo to zelo hitro gor. Ja, in mogoče res samo še dodati, kako oni to počnejo, torej da se vedno znova predstavljajo kot tehnološko podjetje. Uber zase torej ne pravi, da je podjetje, ki nudi prevoze, ampak je tehnološko podjetje. In pa seveda po drugi strani, tako da želijo oziroma prisilijo države, da spremenijo zakonodajo, če že, a ne, to smo videli v Sloveniji, dejansko se je zakon spremenil zaradi Uberja, kako pa to dosežejo s svojimi lobisti. Uber na leto zapravi milijarde za svoje lobiste, tako v Ameriki kot v Evropi in v različnih državah. Oni imajo zaposlene ljudi, to so pa dejansko edini ljudje, ki so pri njih zaposleni, ker oziroma vozniki niso. In dejansko pač porabljajo denar za to, da vplivajo na države, da se jim to omogoča. Tako da ta v bistvu nek pritisk korporacij je z tega vidika uspešen. No, pa včasih pa, glede na to, da gre za tehnološka podjetja, da so to take ugledna, znana imena, pa to lahko apelirajo že na to, da tisti, ki se pač postavijo na stran tega, lahko izpadejo, ne vem, napredni ali pa da spodbujajo napredek. Recimo, to smo lahko tudi videli, ko je bila ta vladna odprava v Silicijevo dolino, kako so se predstavniki različnih ministrstev prav ponosno fotografirali pred logotipi. Tako da recimo, tukaj je tudi dosti tega. V vsakem primeru ne bo to samo naša odprta oziroma tako debata, da sem bomo imeli tudi vprašanja. Zdaj samo ne vem, a naredimo v 2 rundah, a počakamo na konec. Koliko se vam mudi domov pa spat. Tako da vzamemo že kakšne vprašanja ali bomo pol. Bomo pol, prav. No, recimo, to je bilo dobro izhodišče, ampak recimo, da bi, konkretno vas nekdo najel za biti hudičevi odvetniki in bi vas vprašal, kakšno je pa ocena tveganj v Sloveniji za tako konkretno kršenje delovne zakonodaje na platformnih teh, kakšen bi bil vaš odgovor? Zelo nizko tveganje. Namreč inšpektorat za delo ima doktrino, da ne presoja on na splošno, ampak da gre od primera do primera. Tukaj pa zelo težko presojati, ker ni delavec tisti, ki bi ustvarjal pogoje, ampak se prilagaja pogojem. In ker mu ne dobi dela, delodajalec podjetje mu da na voljo edino, da lahko opravlja delo kot samozaposleni, se delavec samozaposli, inšpektorat pa to vzame kot dejstvo, da je on izbral, da je bila to njegova svobodna odločitev. Tako da tukaj na tej strani je izgubljen, pristop inšpektorata je popolnoma napačen in tudi 50 ali 100 novih inšpektorjev tukaj ne bo nič spremenilo pri tej njihovi praksi. Drugo je pa stališče zakonodajalca, ki pravi, sodišča morajo presoditi, ali je neko delovno razmerje, delovno razmerje, ali je osebna pogodba. In iz prakse evropskih sodišč vemo, da so sodišča v isti materiji odločala enkrat v prid delavcem, enkrat proti njihovim interesom. Toliko kot imamo sodbe, na eni strani imamo tudi na drugi strani v prid platformnim podjetjem. In v tej bitki zmaga tisti, ki ima večjo ekonomsko moč in boljše odvetnike in moč, da dalj časa zdrži to bitko. In to bitko morajo delavci nujno izgubiti. Ja, dejansko je to čista resnica. Z drainingom, ko oni temu pravijo, rešujejo vse tožbe in probleme. Se pravi, najamejo pač najboljše hiše pravniške in pač toliko časa vlagajo pri tožbe,
da pač noben od teh njihovih zaposlenih, niti partnerjev večjih, ki morate vedeti, da v Uberu imaš večina stvari ni organiziran direkt prek Ubera, da si ti Uber pa zaposlen, ampak je Uber pa neka firma, ki še vseeno fura vse to od zadaj, ker so pač zelo malo pogruntali, da pač direkt pa res ne gre, da si kar vsak downloada aplikacijo, da pač je treba le nekako fizična kontrola, še posebej v taksiju, v hrani, tudi v hrani imajo tako sestavili tej delivery team in tu so bili vse partnerji, ki imajo čez bicikle določene zaposlene. In noben od njih ne more iti niti približno pravno proti Uberu. Če pa že grejo, se pa oni zelo hitro tudi pogodijo, plačajo človeku, pa podpišejo NDA, da ne sme govoriti nič naprej. Jaz sem videl par takih primerov in pač ne da se. Edin tako čez sindikate, ko so se zdaj začeli organizirati, to je edini način, mislim, da se da kaj narediti. Ja, pri čemer pa se tukaj pač strinjam. Težko je v bistvu že temeljiti na tej predpostavki, da se bodo delavke in delavci tako polnomočili, da bi se res spustili v tožbo. To je izjemno težko, če si ti nek študent in bi torej mogel imeti zaposlitev. To je izjemno težko, če si ti samozaposlen in moraš v bistvu torej pustiti svoj glavni vir dohodka in se podati v neko tožbo, ki bo trajala dolg časa, ki te bo finančno izčrpala, seveda, če nisi član sindikata, kjer bi ti torej sindikat nudil odvetnika. Ampak, če delaš najverjetneje kot platformni delavec ali delavka, najverjetneje še nisi član sindikata, kar bi si želela, da bi se spremenila. Tako da v bistvu že sama ta pripravljenost teh ljudi, da bi se sploh podali v ta boj, bi jaz rekla, da je zelo nizka, tudi zato, ker velikrat večina od njih, kot smo mi na podlagi intervjujev zvedeli, oni na to delo gledajo kot zelo prehodno delo. Nihče se v tem poklicu ne vidi čez 5 let. Pa potem se 5 let zelo hitro obrne, pa lahko to počnejo tudi 5 let ali več. Ampak oni v bistvu pač mislijo, da to počnejo samo začasno, ker potrebujejo nek zaslužek, so zaradi tega tudi pripravljeni spregledati krivice, ki se jim godijo in zato tudi v bistvu ne uveljavljati svojih pravic. In mogoče res samo iz pričevanj, ki smo jih dobili od sindikatov iz drugih držav, te postopki so dolgotrajni, ampak po drugi strani se pa da. Kolektivne tožbe raznašalcev hrane iz Italije in iz Španije, kjer so zmagali, kjer je sodišče jasno pripoznalo, da se more te delavke in delavce smatrati kot delavke in delavce in jim priznati vse te pravice, v bistvu dokazujejo, da pač Uber ali pa Deliveroo ali pa katerokoli podjetja že so tam, v bistvu zgubijo velikrat na sodiščih. Res je, da potem vlečejo te primere s pritožbami, ampak je padlo že ogromno zelo pomembnih sodb, tudi v bistvu pač na evropskih sodiščih, tako da jaz mislim, da res prihajamo v ta čas, ko bo potrebno te platforme regulirati in v bistvu, za kar se sindikati tukaj primarno zahtevamo, je, da je regulacija ravno v tej smeri, da če torej res platforma misli, da ne obstaja delovnega razmerja, potem je platforma tista, ki naj to dokaže. Ne delavke in delavci, ampak da enostavno vnaprej obstaja predpostavka delovnega razmerja. In če ta platforma prav ne, res gre za neko svobodno sodelovanje, res smo mi tehnološko podjetje, potem je torej na njih breme, da oni to dokazujejo, ne pa torej tista šibkejša stranka. Ena od reči, ki jo ta film, mislim, da ni lih naslovil, ampak tako, en drobec je bil en prizor, ko je tista gospa, ki je vozila, se šla pogovarjati z enim drugim voznikom in ga spraševala na kakšen način. Zdaj, ena stvar je tukaj bila, mislim, da malo premalo poudarjena in to je, da ti, če delaš za platformo, nimaš pravzaprav nobenega stika s sodelavci. Ti nimaš pojma, kdo je še tvoj sodelavc, koliko ljudi dela za to. To je narejeno na laž, zaradi tega, da imajo ljudje čim manj stika med sabo in se zato težko organizirajo. V zadnjih 2 letih je pa prišlo tudi ven, recimo, da so v Amazonu, v distribucijskih centrih celo namenoma, ko so algoritmi razporejali delo, da so celo namenoma poti delavcev načrtovali tako, da se čim manj srečujejo, da se ne srečujejo na izmenah, da nimajo istih koridorjev, da ne malcajo na isti lokaciji, predvsem zaradi tega, da bi otežili kakršnokoli možnost organizacije. Mogoče bi jaz povedal, kako recimo Uber ima zelo prefinjen način, ker ne vem, če se mu ni sam po sebi ponudil, kako preprečuje bilo kakšne sindikate, štrajke, vse to. Je pač ta njegov sistem search, kar pomeni
da ti, ko imaš veliko demanda za taksi, recimo, ti dvigne sceno v določenem modelu. Pač to se načeloma po normalnih zakonodajah ne sme, ampak zaradi tega Uber se znebi tarifu zakonih tem, da lahko ta search dela. Se pravi, in recimo jaz takrat sem bil v Afriki, je bil en velik protest Uberovih voznikov. Kaj se je zgodil? Pač ker je toliko pač voznikov se izključili sistema, je njihov algoritem pač zračunal, da pač toliko povečana potreba, premalo supply-ja in je bil search, mislim, da 4,5 krat se pravi zaslužek. Se pravi, če si dobil za vožnjo 10 evrov, si dobil pol 45. In naslednji dan, tu se bojo verjetno jutri naučili tudi na Hrvaškem, naslednji dan so se pač tej smejali njim, tistem, ki so protestirali in pač tako so avtomatsko vsak protest proti Uberu zelo z lahkoto propade, ker tisti, ki ne grejo protestirati, takrat služijo najboljš v svoji karieri, recimo. Tako da, to precej onemogoča, ker ljudje, če greš ti po svetu, pač moja naloga pri teh, eni od platform je bila pač prav to, da sem pobral po 100 voznikov, pogovarjal se z njim pa njihove podatke, da smo lahko zračunali budžete in te stvari. In pač, ko se ti enkrat pogovarja z njimi, pač vidiš, da ne boš ti najdel voznika, ki je zadovoljen z Uberom. Razen, če si ti z njegova stranka. Ti pa tega ne bo nikoli rekel, ker se boji jenke. Ker bo zgubil posel, avto. No in glih to. Zato se vam tako fajn zdi v tujini. Je tiho, prijazen, vse je poštiman. Še bombone eni imajo, ki si jih sami kupijo, jih ne kupi Uber, isto vse sami kupijo, da dobi boljši rating. Ali pa ne dobi slabše. Pa da ne dobi slabše, Tako da. Kako ste pa vi recimo prišli do voznikov? Ste osebno jih ustavljali? Ste recimo, eni vaši kolegi vem, da so celo tako se organizirali, pa so naročali hrano in pač vsakič, ko je prišel do ustavljavcev, mu dali še kakšno sindikalno. Smo poskušali v bistvu stopati v stik s temi raznašalci in raznašalkami hrane, pač preko Facebooka, Instagrama, kjerkoli ne bi bili danes mladi, pa smo pa v bistvu ugotovili, da je teren najboljši, tako da smo dobesedno jih lovili po cesti. Najlažje jih je v bistvu ujet, ko oni čakajo pred restauracijami, da dobijo hrano, ki jo potem dostavljajo. Takrat absolutno nimajo časa govoriti, ampak lahko jim pa stisneš neko vizitko v žep in jih prosiš, da te pokličejo ali pa vzameš od njih telefonsko številko in jih kličeš. In nekateri so bili pripravljeni govoriti z nami, so si vzeli čas, so povedali marsikaj. Tako da mi res poskušamo biti na terenu in pa za mednarodni dan dostojnega dela, ki je bil 7. oktobra, torej nedavno, smo organizirali v bistvu nekako pravice, ki jih drugače nimajo. In ker oni drugače nimajo plačane malce, smo jim zagotovili plačano malco. Ker oni nimajo pravice do varnosti in zdravja pri delu, smo jim popravljali kolesa. Ker oni nimajo dostopa do sanitarij, smo jim zagotovili dostop do sanitarij. Tako da smo tudi v bistvu na ta dan poskušali v bistvu vzpostaviti nek stik z njimi, se pogovarjati z njimi, vsaj pač pomagati, kolikor se jim le da. In pa predvsem poskušati v njih tudi spodbuditi neko kritično miselnost, ker kot rečeno, zaenkrat so še precej zadovoljni, tako da ne čutijo velike potrebe, da bi se sindikalno organizirali ali pa borili. Zaključno vprašanje. Ena od takih drobcev, ki jo je statistični urad dal, mislim, tam sem velik ljubitelj statističnega urada na Twitterju, imajo eno fino ekipo, pa tam res tako dnevno dobiš kakšne zanimive informacije, ampak ena je taka bila ob 30-letnici Slovenije, so zračunali, kaj 30-letniki in 30-letnice v Sloveniji najpogosteje delajo. In tam je bil podatek, da so ženske trgovke, moški pa vozniki. Ženske so kaj? V trgovini, da so trgovke, moški pa vozniki, ali tovornjaki ali dostavljavci ali karkoli. Kar je kar tako malo nilih spodbuden podatek, no, ampak glede na to, kar smo tukaj videli, glede na to, kar veste, kar vam govori teren, kaj bomo leta 2030 lahko rekli o tem, kaj bojo pri nas 30-letniki in 30-letnice počeli, če bo šlo tako naprej. A moram jaz zdaj pa? Jaz začnem. Predvsej bo odvisno od tega, kar so tudi v filmu rekli. Vse te platforme generirajo ogromne izgube. In
Tle se vse to predstavlja, kot da so to neki težki investitorji, ampak to je šle že vse mim, IPO-ji so že mim. Tle gre zdaj čisto, te stvari živijo na javnem denarju. To je treba povedati zelo jasno. To je taxpayers money. Uber se ga je stočil že ne vem koliko, oni lansko leto so imeli 7 milijard zgube, prejšnjo eno leto nazaj 9 milijard. Pač to je toliko zgube, kot ima naša država trenutno. Tako da predvsem bo odvisno, do kje bodo lahko oni pretakali ta denar, ker to se steka na zelo pač sumljive načine. Recimo, en največjih financerjev Ubra je Saudska kraljeva družina, recimo. Tako da tam lahko si zamislite, kako se ta denar obrne. Definitivno niso to investitorji, že vsem se je pokazalo, nimajo nikakršnega plana o tem, kako bi prišli do dobička. Ker načeloma, če si tukaj zdaj v zgubi, oni morajo cene dvigati verjetno za več kot 50, mogoče za 100%, da bojo s takim provizijom, ki jo imajo oni. Ker navadna taksi firma vzema mogoče 5% od zneska vožnje. Recimo naše softversko podjetje vzema 0,1% od zneska vožnje za softver. Uber vzema na Hrvaškem zdaj skoraj 30%. Pač zdaj, če hočeš ti, ker taksi firme so predvsej dobro tržno ceno nastavile tam, ker ni bila regulirana. In če hočeš ti, in pač oni so nekje na robu rentabilnosti, predtem zdaj imamo ceno, ne vem kakšna je matematika, da si ti cenejši od tega, pa da vzemaš večjo provizijo. Nemogoče. V tej optimizaciji poti in to vse te taksi firme so že optimizirane, vse imajo aplikacije v avtih in na marketih. Tako da zelo veliko je odvisno od tem, do kje bo ta mehurček rastel, ker dejansko so vsa ta podjetja zelo velik mehurček in lahko se zgodi čez noč, da bojo vsa šla. In pol, že po veliko se že kaže, da bojo to vlogo pol prevzela lokalna podjetja, ki se pa ne morejo zdefinirati kot ponudnik softvera iz Nizozemske, oziroma naj se ne bi mogla. In plačujejo tukaj davke, plačujejo prispevke, zavezani so zakonodaji, niti se ne upajo delati takih stvari, kot oni delajo. Pač, ker Slovenija je rizik, če si ti slovenski podjetnik, je rizik, če narediš en največjih na svetu, po moje. Inšpekcije pri nas so zelo rigorozne, kazni so visoke. Kar je pri nas sreča, je, da smo zelo mehno tržišče, pa so nas tudi en od razlogov so tudi kazni verjetno. S tem, da je Uber spet tako velik, da je Slovenija tako mehna, da če vsem dajo kazen naše inšpekcije, za njih to ne pomeni nič praktično. Ampak je bil en primer GoOptija, je platformno podjetje, ki je imel ta poslovni model isto kot Uber. Praktično že v 2015 naprej ali še 2013. GoOpti je začel z zaposlenimi vozniki. Pač vsi so te ljudje so prišli v ta biznis, ker so nekateri že dolgo bili v njemu. In oni so vsi misli, zdaj bo pa kar bomo vsi dobili voznike in so pol počasi prišli do dejstva, da pač če ti delaš po teh pravilih kot taksi firma, da če upoštevaš tarife, pač imaš zelo malo manevrskega prostora za svoj zaslužek in pač niti vozniki kar ne presedlajo k tebi, niti stranke, če ti sam ponudiš aplikacijo, ne bojo kar vsi začeli uporabljati aplikacijo. Mi tukaj se zelo dobro povedali, oni te navadijo, da ti uporabljajo, s tem, da ti dajo cenej in hrano in taksi prevoz in tiste praviš, ja fajn, dokler te pač je konc tega. Zato mi to uporabljamo, nisem tehnologija, ker je pač tako fajn, ker je novo, zelo pač, ko štartajo pač državo, da ta rast, oni zelo dobro vejo, da če ti delaš sam klasičen marketing, Google AdWords, ne vem, televizija, vse to, bo ta rast face počasno. Če ti delaš growth hack, je ta rast, ne vem, 10-krat višja, 100% vedno. In pač oni 90% vsega budžeta, ki ga porabi, vseh teh 10 milijard, recimo, ki jih je predlanskim Uber zgubil, 9, vse to je šlo, 90% je šlo za subvencioniranje. Prav dumping. Pa za dumping, ja. Tudi dumping za voznike, oziroma bonus, oni to pravijo, sprav, da obe strani nekako podplačajo. Zdaj niti ne vejo, kako naj iz tega zlezejo, ker se je pojavilo tu konkurence, da zdaj vsi to počnejo, zdaj sem še kdo več denarja iz trga zuleče in ga je pripravljen vrčiti v
To so pol tista smetišča koles na Kitajskem, ki jih je tako propadlo. Mislim, Kitajska je na teh področjih že itak 10 let pred nami. Te kitajske, ta podjetja, Didi je parkrat večji od Ubra. Ki je Uber mu milijardo vožnjo je vse skupaj od obstoja je Didi delo milijardo 400, vem, da je par let nazaj. Ta podjetja kitajska so res ogromna in tudi kar se v Evropi zdaj dogaja, da to je večina kitajski kapital zdaj. Recimo Bolt, ki se zdaj razširi na Hrvaško, pa je prihaja tudi Slovenijo, to je čisti kitajski denar. Kitajci generirajo tako polno denarja in ga mečejo zdaj v te dumpinge. Tudi Uber je financiran velik iz tega azijskega denarja. Kaj še pa vajna napoved? Prosim? Ne, vajna napoved še... Kaj, a moja tisto prvotno vprašanje. Se bom izognila temu vprašanju. Ne. Jaz sem premislila, pa ne vem, kaj bo, ampak če bi pa lahko zbirala, kaj bi bilo, bi torej do 2030 recimo obdavčili Jeffa Bezosa, torej direktorja Amazona, pobrali vse njegove milijone in jih razdelili dejansko ljudem, da bi te ljudje lahko pač mogoče dostojno živeli, da mogoče ne bi delali 8 ur na dan ali pa v bistvu še več kot zdaj, ampak bi mogoče razmišljali o 6-urnem delavniku ali pa delavniku samo 4 dni na teden, da bi bilo pač to bogatstvo, ki je bilo tudi zgrajeno pod pretvezo platform, bolj pravično porazdeljeno. Je mora biti pa pravi vizionar za to razmišljal v vesolju, da se bo do časa umaknil. Upam, da v vesolje, ne se tja umakne. To bi bila pa moja želja za njega. Druga varianta je pa to, kar smo tudi videli, ki jo pa tudi vsi tako malo sanjajo, da bojo pa počasi robotki samo vozili eno in druge stvari, pa da pač ne bo več človeškega stroška. Tako da hvala vam za enkrat in odpiramo za vprašanje občinstva. Se nam je mogoče jasen, da neka ozka definicija platformnih podjetij pač ni lih možna, ampak konstantno govorimo, da je tisto, kar definira platformna podjetja, njihov poslovni model. Sicer govorimo o nekih značilnostih, pa vendarle, a bi kdo znal povedati, kaj je res toliko drugačnega v njihovem poslovnem modelu? V samem poslovnem modelu, ne o definiciji. Ni nobene bistvene razlike. Mislim, zase govorijo, da ta bistvena razlika od ostalih je v poslovnem modelu, ki je tripartiten, da so oni spletna tržnica, ki so samo posrednik med kupcem in izvajalcem določenih del. In da samo omogočajo, da se ona dva lahko dogovorita, kako, na kakšen način in tako naprej bo stvar upravljena. Vendar tukaj platforma, to že cel večer govorimo. Načeloma tudi vsaka trgovina rekla, da sem posreduje med, ne vem, kmetom in kupcem. S tem ni pa definirana kot softverska podjetje. Če dala bolj popularno. Težko je reči, to je velike PR-ja tukaj, od tehnologije, ki je ne vem kakšna čudežna, ki je v bistvu čisto preprosta načeloma, do delovnih razmer, ker naj bi bila čisto nova, pa si jih poznajo v taksiju že 20 let povsod. Mislim, pri nas 20, druge še več. Do poslovnega modela, ker ne vem kakšen bi bil, ampak oni pač vzemajo provizijo, koliko pač vsaka trgovina maržo, vsak pač poslovnež načeloma ima podoben poslovni model. Mislim, se koncev, gre bolj za to, da poslovni model, ki so ga prej uporabljali druge panoge, ugrabijo nove panoge. V veliki meri. Recimo v medijih je pač tako bilo, da v medijih obstaja natanko en poslovni model in to je pač pridobivanje pozornosti občinstva, zato da pol to občinstvo preprodajaš oglaševalcem. In zdaj so prej to delali medijske hiše, zdaj pa to delajo Facebook pa Google. V bistvu gre za isti poslovni model, seveda, ki ga daš na steroides. Pol še z algoritmi, velikim podatkovjem, računalniki in to omreženostjo, ki ti pač
poveča potencialen trg enormno. Ampak v osnovi gre za en par na prste ene roke poslovnih modelov, ki se pač pretakajo v druge branže. In zakamuflirajo in zmanipulirajo za to, da se predstavljajo kot nekaj novega, kar v svojem bistvu niso. Kar ni mogoče regulirati in obdavčiti. Ne, to bi se primerjala, to je dala neka inšpektorica za delo, ta primer, ki mislim, da je zelo ustrezen. Včasih so bile servisna podjetja, ki so izvajala servise in so dobili delavci, serviserji, naročila po telefonu. In recimo bi to podjetje reklo, mi smo pa telefonsko podjetje in zato za nas ne veljajo nobeni predpisi, nobena delovnopravna zakonodaja in tako naprej, mi smo čisto specifični, nimamo osebnih stikov, komuniciramo samo po telefonu, po žici in tako naprej. Mislim, jaz ne vem, odkje se sploh to lahko kaj takega spomnim, ker je pač čista neumnost. To je bilo precej jasno definiran. Jaz mislim, da je tu razlog pred tem, da so to že naredili že v štartu v Ameriki, recimo vsaj za Uber, kar poznam. Food delivery se je bolj pol v tej smeri razvijal in so pol kopirali te modele, ampak Uber v Ameriki je zaobšel vse te stvari, licence, vse in zaradi tega je pol pač se definiral kot tehnološko podjetje, ker po nekem času je videl, da je pač res fajn biznis, ampak en kup stvari se krši, ker pač on je v principu taksi podjetje, mislim, vsakemu otroku bi to moglo biti jasno, naročiš taksi, pride, te pele, oni ti zaračunajo, račun dobiš od njih. Se pravi, ne vem, kako lahko so oni, ne vem, imaš tehnološke projekte, ki prodajo software taksi firmi, ampak ti pol kličeš taksi firmo. Brandna aplikacija je verjetno taksi firme, tudi račun dobiš od taksi firme. Prav, tukaj gre za čist preprosto izigravanje vseh zakonodaj, dokler jih ne spremenijo, ker pa nas so zdaj tako popravili, da imajo pač čist proste roke praktično. Mene pa zanima v bistvu, če razmišljate ali pa mogoče čisto konkretno iz sindikata Mladi Plus v bistvu doživljate neko to razdeljenost, se pravi med uporabo teh storitev, sploh v primeru, ko se ve, kaj vse je v ozadju in tudi v bistvu mogoče nekim uporom ali pa sploh razmišljanjem o neuporabi tega, če tukaj sploh obstaja neka ta deljenost, se pravi, ker vemo, da gre za korporacije, ki izkoriščajo svoje delavce, ampak po drugi strani so pa prav ljudje tisti, ki nam nudijo v resnici storitev. Mislim, razmišljanje o neuporabi, jaz bi tukaj mogoče malo popihala vse na dušo vsakega potrošnika, da razmišlja, kako je lahko pač odgovoren potrošnik in da pač razmisli, ali koristi take neke storitve in na kakšen način. Je pa pač tako, kako, mislim, mi smo v resnici v zelo velikem precepu, recimo seveda, mi kot sindikat, mi se zavedamo, katero vse kršitve so tem ljudem kršene, mi hočemo v bistvu torej opolnomočiti, da se borijo, bi mi z največjim veseljem jim odpredavali celo delovno pravo in kaj vse jim pripada, ampak če seveda torej ni na eni strani torej zavedanja strani delavk in delavcev, ti tega ne moreš izsiliti. Pač ta potreba more priti in prej ali slej pride. Po drugi strani pa seveda ni rešitev samo v tem, torej v relaciji njih in do teh platform, ampak seveda v tem, da bi trg dela moral izgledati popolnoma drugače. Te ljudje so velikokrat pristali na to službo zaradi širših vzrokov in to je, ker je pomanjkanje drugih kakovostnih delovnih mest, ker je pomanjkanje dobro plačanih delovnih mest in ker enostavno niso imeli izbire. Zdaj v zadnjem letu pri nas, konkretno z dostavljalci hrane, veliko od njih je začelo to delati, ker so izgubili svojo službo. In če torej v bistvu ne naslavljamo teh problemov širše in torej ne govorimo o trgu dela kot nečem širšem, potem seveda ne bomo nikoli rešili celotnega aspekta tega problema. Tako da mi na eni strani se seveda zavzemamo to, da bi se trg dela spremenil, da bi bilo več kakovostnih delovnih mest, predvsem za mlade, da bi bile zaposlitve bolj varne, trajne, seveda tudi bolje plačane, bolj dostojne in da potem bi bile mogoče vse te neke priložnosti, res samo občasne priložnosti, za tiste, ki to želijo. In nekateri bodo to želeli, ker je zelo veliko fantov, ki nam ponosno povejo, da so na dan prekolesarali 100 kilometrov in jim je to super in tekmujejo sami s sabo in tekmujejo s svojimi kolegi.
In so mogoče tudi malo odvisni od tega adrenalina, kot smo tudi v filmu videli. No. Ampak če je to nekomu super, odlično, če pa je to v bistvu posledica nemožnosti izbire, ker alternative ni, pol pa bi mi raj razmišljali o tistih alternativah, pa tisto vzpostavljali. Jaz bi dodal še eno zadrego in to je, da smo vsi hkrati, pa kako se ne zavedamo lih točno preskakovanje teh vlog, da smo hkrati potrošniki in hkrati delavci. In recimo tudi en moj sogovornik je enkrat razlagal to zadrego, recimo, da je hkrati dela na platformi in se zaveda, da je on izkoriščan, pa s tem prihodkom, ki je lahko kupuje recimo samo pri diskontnih trgovcih, kjer so pa spet v bistvu vsi v verigi izkoriščani. In zdaj, kaj boš naredil? Mislim, po eni strani kot potrošnik boš izredno težko šel proti svojemu interesu, če dobiš neki cenej, ampak videti, kako se pa to kompleksno pretvarja v to, da si na drugi strani ali pa v naslednjem koraku že ti žrtev tega izga. Tudi tržišče pač se razvije s takimi pristopi, pač valjda konkurence, alternative ne morejo konkurirati pač glih dobro. In ti kot potrošnik, če hočeš tako storitev uporabljati, moraš uporabljati to. Prav, če si v Cape Townu brez Ubra, ne boš se vozil razen svojim avtom. Ali pa ne vem, v teh mestih, ki se je res pač ta stvar prijela, ker v Evropi se niti ni, če tako gledam. Mene zanima, veliko ljudi se mi zdi pa, da dela tukaj malo druga perspektiva, ker hoče biti sam svoj šef. V smislu, in tudi ne vem, sploh v svoji generaciji vidim veliko ljudi, ki so, ne vem, temu se lahko reče podjetni ali pa hočejo nekaj svojega narediti, a se vam zdi res edini odgovor ustvariti bolj kvalitetna delovna mesta, ali je kaj tudi na tem, da mogoče omogočimo ljudem, da nekaj naredijo po svoje, ali pa ker jaz tudi, recimo, če pogledamo prihodnost, si ne želim samo kvalitetnega delovnega mesta, ampak tudi hočem imeti nek smisel v tem, kar delam. Postava hrane je smisel. Mislim, s tem platformom se ne da zaslužiti kot posameznik. Tudi če ti pravijo partner. Ne, sej ne govorim niti o tem, mogoče bolj širši družbeni problem, ampak ne. Mislim, to o tej svobodi se tudi zelo super prodaja. Ne? In veliko tudi teh ljudi, ki so v tem, jaz mislim, da tega so bili v filmu, so izjemno kritični že do tega, ampak veliko ljudi v resnici misli, da je svobodnih. In ko smo mi ponovno delali intervjuje s temi raznašalci hrane in smo jih vprašali, ti bi torej rekel, da si, ne vem, svoboden, si sam določaš urnik. Ja, seveda, sam si določam urnik. Ne? In tako, kdaj pa pač pol približno delaš? Ja, takrat, ko je največ potrebe v času kosil po večerje. A ne? To je njihov odgovor. Torej, oni v bistvu niso svobodni. On se ne more odločiti, da bi delal ob 7-8 zjutraj, ker takrat ni nobenih naročil. In seveda pri večjih platformah se to kaže še bolj restriktivno, kot točno to, kot ti govorijo, koliko dostav moraš sprejeti in vse te neke zadeve. Tako da ta svoboda je zelo navidezna, te svobode v teh poklicih absolutno ni. Jaz bi rekla, da je v marsikaterem drugem poklicu veliko več svobode v resnici. Tako da bi res rekla, da je tukaj pač da gre spet za neko zlaganost, kjer je fleksibilnost res samo na strani platforme, ne na strani delavke in delavca. Bi si pa seveda, tudi jaz želela celo življenje, torej delati nekaj, v kar verjamem, kar ima smisel. In pa seveda tudi spodbujati podjetništvo med mladimi. Tisti, ki verjamejo v neke poslovne ideje, ki jih želijo resničiti, absolutno potrebujejo neko spodbudno okolje. In morda bodo s tem ustvarjali tudi kakšna nova delovna mesta za kakšne druge ljudi. Ampak mislim pa, da pri raznašanju hrane ali pa vožnji taksija ni prav nič podjetnega. Tako da oni niso, po mojem, v tej kategoriji, po kateri hrepeni, se strinjam, marsikdo med mladimi, ki si pač želi mogoče malo drugačnega delovnega okolja. Mislim, to je sigurno dober pomislek in tudi, seveda je tudi vsaj od začetka, tam nekje v 90-ih pa 2000-ih so bile te fleksibilne oblike dela zelo privlačne, zlasti za ljudi, ki so dejansko bili preveč ujeti v te osnovne šihte in so hoteli kakšno drugo možnost. In takrat recimo se je dalo na vseh teh področjih
na ta način tudi dobiti veliko dela in tudi dobro zaslužiti, ampak tudi zaradi tega, ker je bila pogajalska pozicija bolj na strani tistih, ker če si bil dober, so te rabili, recimo, in še danes je tako, zlasti med programerji, recimo v IT-u imaš ti ljudi, ki bojo zelo rekli, kako je ta svoboda fajn. Platforme so prve bile v IT-u, freelancer. Ja, in tudi recimo, in je bila platforma fajn, zaradi tega, ker si lahko na ta način dobil bistveno večje postavke, kot bi ti lahko en delodajalec zaradi lokalne zakonodaje ponudil. Mislim, zelo je odvisno, na katerem področju si pa kaj ponuješ, pa kakšna je tvoja ideja. Ampak ena od reči, ki jih pa tukaj kritiki platformnega kapitalizma zelo izpostavljajo, je pa to, da se tukaj zelo hitro ostane samo še ena iluzija konkurence. Zaradi tega, ker kot je omenil sogovornik, tukaj enega, mislim, že če jemljamo, ne vem, ne iz ene antikapitalistične perspektive, ampak če jemljamo že kapitalizem kot tak, je tukaj velikrat trg popolnoma izkrivljen. Kar pomeni, tukaj ne govorimo o eni normalni konkurenci, ampak govorimo o nekomu, ki prije na trg, izvaja dumping, noben ga ne ustavi, uniči trg, vzpostavi lokalni monopol, pa sam določa pogoje, pod katerimi bojo delavci delali, če hoče ali pa ne. In tukaj je pol ta cikl, ki se zadeve lahko zelo hitro iz teh fajnih idej grejo zelo narobe. Ampak ja, načeloma pa res mislim, da bi si vsi želeli pod neko klasnimi pogoji upravljati delo, ki nam je fajn. Mislim, ja, no, vse sam zaključno, ni bilo niti toliko obramba ali pa ne, da zagovarjam te platforme, ampak bolj recimo zdaj, ko je ta decentralizacija veliko govora o tem, a smo ljudje sploh sposobni tega, ne? V smislu, a ima posameznik sploh možnost biti sam odgovoren za svojo prihodnost, ampak se ste odgovorili, da v bistvu je že trg pač izkrivljen do te mere, da zelo težko sploh razumeš, kaj se dogaja. Ne? Ja, to je dejansko en velik problem, ker tukaj ti kot izvajalec ne moreš vedeti, zaradi teh surgeov, spreminjanja pogojev, cene, vsega tega, ti dejansko ne veš, koliko boš naslednji teden lahko niti približno zaslužil. Pač ni veliko takih poslov, kjer ne veš za 2 dni naprej, a boš ti sploh zaslužil ali ne boš zaslužil. In vse, kar si narobe zračunaš, tako kot so rekli tukaj, tudi avto je v tvojih strošku. Vse, karkoli ti kalkulacija ne štima, pol se zelo grdo zate konča, ali z leasingom brez Uberove pač dostopa, da si deaktiviran, imaš leasing, naprimer, pač ne vem, zelo malo ljudi je takih, ki so res sposobni, imajo to podjetništvo v sebi, da si bo znali to zračunati, da bo znali upoštevati vse parametre, vreme, gužve, svoje osebne, da bo lahko nekako s tem nekaj denarja našparal ali pa karkoli naredil v življenju sebi s tem poslom. Ali pa še hujš, polk si že enkrat pogruntil te stvari, ti pa spremenijo algoritem. Seveda, tudi vse pogodbe od vseh teh platform so narejene, jaz tazga, kaj prej še nisem videl, so narejene tako, da noter nikoli ne bo nikjer nobenega procenta, ničesar, pač vse to je prepuščeno njim. Oni sam definirajo razmere, da imajo pravno pravičen pretok denarja, se pravi, dajo ti pogodbo storitev. In dostop do zbiranja vseh podatkov in še 1000 drugih stvari, ki jih dajo oni noter zase. In pač pogodba jim omogoča, da delajo karčo in s ceno in s stavbo in s ratingom. Recimo rating se, tukaj pač se govori, da rating se uporablja samo za voznike ocenjevati slabe, dobre. Kar je spet laž. Rating se v zelo veliki meri uporablja za reguliranje supply demand, se pravi polet. V Afriki, recimo v Cape Townu, poletje tam zima, takrat pač rating zraste oziroma hitreje pada in pač oni blokirajo toliko voznikov, koliko jih imajo preveč. Ker vejo, da bo toliko migrantov čez zimo prišlo iz Zimbabveja in bojo pač samo odprli spet nove, ki oni pravijo, slot tam in pač to se takoj napolni. In pa naslednjo leto spet vse porežejo, kjer smo pač premehen rating. Ja, hvala za tole istočnico. Glede tega ratinga sem opazil. Jaz imam veliko, jaz sem drugačen
po svojih nazorih sem verjetno precej drugačen od vas, mogoče zato, ker sem šolan ekonomist. Ampak kar imam pa veliko empatijo do vseh teh prekarcev iz enega zelo enostavnega razloga. V glavnem so to sami v redu ljudje. Pa bom povedal zakaj. Ker sem bil v Parizu, bi lahko vzel Uber, ampak smo vzeli Ungan. Mislim, da je bil G7, en taksist. In on nas je okoli prinesel, mislim, da je kar 2 računov. Čeprav imajo fiksne tarife, nas je on okoli prinesel. In ker sem jaz, ker mi to ni bilo prav, sem se pritožil, najprej so se zgovarjali, da ni bil on, pa sem jim vse dokazoval in na koncu so imeli kup izgovorov, da so tega zaščitili. Pa je bil goljufiv taksist. Tega se vam ne naredi na Bookingu, to se vam ne naredi na AliExpress. Vsi ti ljudje, ki tam delajo, vejo, da bodo za vsako goljufijo bili kaznovani, da ne bojo mogli več delati. Tega se vam tudi ne naredi v taksiju v Nemčiji, ali pa v Avstriji, ali pa v državah, kjer je regulacija dejansko izvedena strani države. Ne, moje poante je drugje. Zdaj jaz razumem, da sem malo vam pritisnil na eno stvar, ki mogoče ne bi radi slišali, ampak moja poanta je drugje. Samo da mi potrdite, da te delavci, ki delajo na platformih, so verjetno ste opazili, da so mnogo bolj pošteni kot povprečni državljani, imajo pa to smolo, pač, da niso nimajo takih posebnih znanj, da bi lahko kje drugje uspeli in so pač pritisnjeni v to stisko, da morajo delati, zato pa so mogoče najbolj pošteni, najbolj delovni ljudje na svetu in seveda take potem tudi te platforme izkoristijo, ker dobesedno izločijo vse, ki niso delovni pa pošteni. To, kar ste vi rekel, je pri platformah, recimo pri Uberu konkretno, je glih kontra. Vi imate v taksiju fiksno tarifo, pač vi kot uporabnik, če greste v trgovino, imamo na 2-krat za računa in vi niste v Ljubljani, če ste poklicali, ne vem, metro taksi, vam bojo zrihtali nazaj 100%. Če ste pa vi kot uporabnik tukaj nesiguren, da boste dovolili, da vas nekdo, ki ima tam noter taksimeter, prvič, da ga ne bo pržgal, drugič, da bo zaračunal vam dvojno ali karkoli, tu ste se vi bili sami krivi, bolj kot ne. Ne, tudi približno, ampak lahko samo prekinem, ker to ni res. Sam da se vrnem na ono vprašanje, ki ste rekel. Kar Uber naredi, je, da edino podjetje v tej državi, ki ste bili, pri kateremu nimate cenika, vnaprej ne veste, koliko je cena. In vi pač slepo zaupate kot uporabnik, da vas pa ta veliki Uber ne bo, da povem po domače, nategnil. Kar se zgodi, da ste vi takrat glih v gužu, imate 3-kratni search. In se Uber je takrat 3-krat strnejši od naslednjega dneva, ampak vi tega ne veste. Ne morete vedeti. Se pravi, vi me zdaj preprečujete, da vsi taksisti me lahko prevarijo ne glede na to. Ne, jaz vam govorim, da Uberov algoritem sam po sebi tako deluje, da ceno definira naprej, glih zaradi tega, da on ceno spreminja dinamično. Se pravi, ko vi, če bo dež od zunaj, boste več plačali, tudi 2-krat, 3-krat, 4-krat več. Ampak jaz govorim o voznikih, ne. Jaz predlagam, da nadaljujete v afterpartiju, zaradi tega, ker tole lahko še traja. Mislim pa, da mi imamo tudi črno voljo, po moje, tukaj nekje okoli za kakšno vprašanje, kratko, drugače pa se zahvaljujem za ogled in obisk in za poslušanje ob tej še kar pozni uri. Lahko še eno vprašanje. Lahko še eno vprašanje. Ja, ali menite, da te digitalne platforme dejansko ustvarjajo monopoliste? Zdaj, če je Uber dela dumping, izrinja vse ostale, se pravi, dejansko na dolgi rok bi lahko se pravi postal svetovni monopolist. Ja, seveda. Te lanče držav za Uber. Poznal sem kar par teh ljudi, ki so lančali države za Uber, pač ker oni določijo datum in štartujo državo. Točno to, pač prvi cilj tvojega kot menedžer, launch menedžer države je 50% posla v mestu. Se pravi, če ti štarteš mesto, oni mi zračunajo, koliko je približno vožen in tvoj cilj kot menedžer je 50% tega tržišča, kar si de facto že monopolist. To je plan v pol leta, recimo. Ja, ker če pogledamo Amazon, nekako, če nisi na Amazonu, nisi nikjer, ne?
če hočeš globalno Amazon pa prodati. Uber so precej dve. Dobro, to sta dve različni, Tukaj se tako. precej vse meče v en koš, tu so precej specifični problemi, po mojem, za vsako od teh stvari. Tudi tukaj se je primerjal z Googlom. Google ima zelo veliko dodano vrednost, Google algoritem je bil takrat revolucija, ki je prišel ven. Vsi smo ga uporabljali zato, ker nam je dal dodano vrednost. Google ni rabil nobenemu plača, da gre iskati. Ni rabil nobenega, pač praktično nobenega marketinga, ni rabil 10 let delati zgube, da je prišel na profitabilnost, pač vse je zraslo. Isto Facebook, isto, ne vem, pač dejanske tehnologije, ki so nekaj spremenile na tržišču. To je pač just another taxi app, ko pravijo zdaj in pač valjda, ker je tehnologija odzadaj tako preprosta, se jih je takoj pojavilo polno. Zdaj jih imamo, še kle smo jih našteli, še jaz jih ne poznam več vseh. Imaš Uber, Lyft, imaš jih milijon in zdaj pač ta ideja o monopolizmu je šla po gobe, ideja o profitabilnosti je šla po gobe, marsikakšna stvar, zdaj se je pač vse to prišlo do te mere, da pač oni teh 30%, ki jih oni morajo vzeti od vožnje, ki jih noben drug v industriji, pač vzemajo na račun voznika. Pa zato pač ljudje tako jamrajo pa na koncu dneva glede tega, ker dejansko ni profitabilno, oziroma je na meji, ker pač algoritem zmeri poskrbi, ker čim pade pod profitabilnost, te vozniki grejo iz sistema. In avtomatsko se dvigne cena in pridejo novi vozniki v sistem. Pač in to računalnik, pač algoritem to regulira in če imaš ti dovolj pritok, dovolj velik migrantov ali pa da imaš zelo veliko ljudi na socialnem, no, ti to laufa očitno že 10 let precej dobro. So pa recimo razkritja nedavna v Facebooku pokazala, da je glavni cilj rast, niti ne toliko poslovni rezultat. To je v vsakem podjetju. Kdorkoli bo podjetnik rekel, da to ni cilj. Mislim, boste zelo posebnega človeka srečali oziroma se laže. No, ampak ja, mislim, jaz bi se strinjala, da gre velikrat za monopol in monopol kot tak ni dober in se ga seveda mora regulirati. In točno z Googlom se to pač poskuša, ker je pač Google, ja, morda zrastu, ampak ni dobro, da je Google najbolj oziroma ja, monopolist na področju brskalnikov. In zato pač ja, Evropska komisija intenzivno vlaga v razvoj drugačnega brskalnika, ker seveda monopol kogarkoli ni dober. Na Amazonu bi pa rekla, da je to zelo jasno vidno, kako je pač Amazon dobesedno pokupil vse male knjigarne na začetku, ko so še te sploh obstajale in kako pač ja, monopolizira celoten trg. In mogoče skozi, vem, da nimamo danes časa za to debato, ampak zakaj je tudi monopol recimo slab? Zaradi vseh podatkov, ki jih ta podjetja dobivajo od nas. In zaradi vseh podatkov, zaradi katerih oni služijo in dobivajo milijone na naš račun, kar je popolnoma nova debata o tem, če smo torej tudi v tem primeru mi delavke in delavci, ker v bistvu ustvarjamo tak kapital nekomu, ki v bistvu ja, profitira na nas. No. Tudi pri monopolu treba vedeti, da monopol, če ti prodaš po tržnih pravilih, vsem pač porabnikom v neki državi, si ti edini ponudnik, ti nisi monopolist. Monopolist si, če to narediš z dumpingom, če to narediš z neregularnimi poslovnimi praksami, oziroma nelegalnimi, lahko rečem. Dumping ali pa, ne vem, če kupuješ tako, ko ima Amazon vse pod sabo. Čeprav, potem si šele tehnično monopolist. Če ti narediš organsko, tako, ko je naredil to Microsoft z Windowsi, mu noben ne teži, da je monopolist, ker ni. Ta podjetja pa, če ti delaš dumping za to, pa si monopolist. Ali pa če delaš druge stvari. Ampak samo tožil. Lahko še eno zadevo, če lahko komentirate. Pa res zadnje. Ja, se opravičujem. Jaz se, če bo še kakšen drugo vprašal, lahko dam mikrofon. Ampak ena zadeva, ki se mi zdi tako malce scary, in sicer zakonodaja Evropske unije predvideva, da lahko pač, da recimo državljani Evropske unije odpre svoj račun znotraj Evropske unije kjerkoli in da lahko pač dobiva svojo plačo, socialne transferje in vse na ta račun. Zdaj imamo enega ponudnika, ki se je pojavil v Nemčiji, to je tako imenovani N26 banka, ne? Kjer pač imajo zastonj vodenje, zastonj plačevanje računov, ne? In dejansko kot slovenski delavec ali pa katerikoli delavec lahko svojo plačo nakazuje pač na ta račun v tujino. Je popolnoma platforma v smislu, ali je to Uber, ali je to Amazon, ali je to pač te Wolti ali pa vse te zadeve, ne? Se pravi, denar se transformira oziroma denar gre dejansko v Nemčijo.
Kako komentirate to? Se pravi, popolna transformacija banke. Sej pa v Ubru gre tudi denar na nizozemsko račun. Prav, tam se plača davek na dobiček, tam se odbije provizija, tam kakšne banke imajo večinoma provizij, mislim, prihodkov od provizij. Če je to dobro za državo, ne vem, sama logika govori, kaj to pomeni za državo. Če imaš ti storitev, ki jo lahko upravljaš lokalno, seveda je bolj, če imaš lokalne ponudnike, da se ti denar steka na lokalna podjetja, na lokalne banke, imaš od tega, če ne drugega, davek na dobiček. Če gre to v tujino, se pač davek na dobiček tam plača. Enako NLB in NKBM, ne? Gre tudi verjetno, ne vemo, niti ne vemo, v katero državo gre v tem primeru. Zdaj, ko vemo, ne. Ne vem, da recimo Srbija ima zakonsko to reči. Žalost vemo. Ne, mislim tako, pač dokler so določeni podsistemi seveda vezani na prihodek in na davke, potem je seveda smiselno, da je to nekako regulirano. Če želimo imeti v Sloveniji torej brezplačno izobraževanje, javno zdravstvo, javno šolstvo, urejene parke in razsvetljavo in vse ostalo, kar naj bi se plačevalo z davki, potem je seveda smiselno plačevati te davke. In se ne izogibati davkom in torej v bistvu ne iskati davčnih oaz, ki seveda obstajajo tudi po Evropi, a ne Nizozemska in tak primer, ampak se seveda to ne more regulirati samo na ravni Slovenije. Pač, če živimo v globalnem svetu, se je treba sprijazniti, da je te neke globalne trende seveda potrebno regulirati na globalni ravni, vsaj za začetek znotraj Evropske unije. Kjer pa pač po pravici povedano velja prost pretok storitve in kapitala in ljudi. Tako da jaz mislim, da bi v bistvu celotni te podsistemi mogli slediti tej nekako tehnologiji in to seveda urediti. Ker če je to zdaj začetek, bo tega najverjetneje veliko več v prihodnjih letih. Pa se mi zdi, da zakonodajalci ponovno nekako počasi capljajo za časom, ki nas je že prehitev. Tako da zdaj pa res hvala za vsa in vprašanja in odgovore. Hvala za udeležbo, širite ta film po priporočilih. Mislim, da marsikomu ne bilo nič narobe, če bi si ogledal, kaj se dogaja za tem našim drajsenim po telefonih. Vsaj en drobec. Hvala še enkrat in se vidimo ob kakšni drugi debati. Hvala.